Dejanje izginotja je postalo nekakšen pojav z večplastnimi vidiki, ki zadevo še dodatno zapletajo. V sodobni tehnološki dobi, v kateri je nadzor postal nekaj običajnega, bi pričakovali, da bodo nekatere od teh skrivnosti rešene takoj, vendar se to ne zgodi. Obstajajo zelo resnični strahovi, da je primer, ki vključuje Joana Siona Lavakija, 38-letnega moškega, ki je leta 2024 živel v Dargavilu na Novi Zelandiji, zašel v slepo ulico in da bo kmalu postal hladen primer. Njena družina obupano išče odgovore, vendar je izjavila, da ima popolno zaupanje v novozelandsko policijo in da še vedno upajo, da bo njen primer sčasoma rešen. V prizadevanju, da bi pridobili nove sledi in pomembne informacije, so zdaj javnosti objavili posnetke varnostnih kamer. 2. avgusta tistega leta so ostanke Joanne našli na plaži Rapiro, med plažama Omamari in Aranga. Preiskovalcem pa je bilo takoj jasno, da je bila žrtev kaznivega dejanja. Začela se je preiskava umora in kmalu so bile informacije posredovane javnosti. Policija je sporočila, da iščejo Joannina oblačila, med katerimi so bila bela Nike majica, temne hlače znamke Everlast in rdeči čevlji Adidas brez vezalk. Prav tako niso mogli najti njenega avtomobila in so javnost prosili, naj bodo pozorni na črni Mitsubishi Outlander. Dodali so, da je bilo vozilo na neki točki parkirano pri vhodu na plažo Omamari, saj so ga tam priče videle okoli 19. ure 1. avgusta tistega leta. Čeprav preiskovalci niso razkrili veliko več informacij o primeru, so prosili vse, ki opazijo bel Toyota Hilux z ravnim kesonom iz leta 2012 s kletkami za pse na zadnjem delu, naj jih kontaktirajo, saj verjamejo, da bi vozilo lahko bilo povezano s smrtjo Joanne. Znano je, da sta Joanne in njena družina pogosto preživljali čas na plaži, kjer so jo našli. Vendar policija ni želela povedati, ali vedo, zakaj je bila tam tisto noč, ko je izgubila življenje. Namiguje se, da je imela doma nekatere težave in se je zato odločila, da nekaj časa spi v svojem avtu, vendar to ostaja le ugibanje, saj za zdaj ni bilo najdenih nobenih dokončnih dokazov za to. Medijem so sporočili, da so zaradi dogodka zaslišali več oseb, vendar policija ni razkrila imen nobenih osumljencev in se ni želela odzvati na namige, da bi bil morda kdo iz Joannine družine vpleten v njeno smrt. Za zdaj so osredotočeni na iskanje Joanninih pogrešanih oblačil in ugotavljanje gibanja obeh vozil, o katerih je govora. Prav tako poskušajo ugotoviti, kdo je vozil vozili v noči, ko je Joanne izgubila življenje. Poleg tega ni bilo jasno povedano, ali so Joanne ubili na plaži, kjer so jo našli, ali pa jo je tja nekdo pripeljal kasneje. Podrobnosti, ki so bile objavljene, navajajo, da sta prejšnji dan Joanne, njen mož Jared in njuni otroci preživeli nekaj časa na plaži. Kasneje tisti dan pa je Joanne poslala Jaredu sporočilo, da se za nekaj časa vrača tja, preden gre domov. A vendar ni prišla domov, naslednje jutro pa je Jared začel paničariti, ko se je zbudil in na njenem telefonu našel sporočilo, ki je preprosto pisalo: pomagaj. Njeno družino so kasneje obvestili, da so jo našli mrtvo na območju, ki je bilo precej oddaljeno od plaže, kjer je rekla, da bo. Jaredu se je sporočilo zdelo še posebej nenavadno, saj Joanne nikoli ni pošiljala enobesednih sporočil. Če bi imela težave z vozilom, bi razložila, v čem je bil problem, zato verjame, da mu je pisana, ko je bila pod nadzorom nekoga, ki je nato vzel življenje. Objavljene so bile slike nadzornih kamer moškega, s katerim bi policija rada govorila, saj verjamejo, da je bil zadnja oseba, ki jo je videla živo. Na slikah je njegov obraz zamegljen, vendar upajo, da ga bo kdo prepoznal in stopil v stik s policijo. Če imate kakršnekoli informacije v primeru Joanne, pa sprosijo, da pokličete 105 in navedete številko primera 240 803 9062. Jody Dallas Pennington je bil znan po svoji ljubezni do narave. Pogosto se je s prijatelji odpravil na kampiranje in ribolov. 49-letni prebivalec Jacksonvilla v Arkansas je imel precej rutinsko življenje. Pogosto se je odpravljal na kratke izlete na svoje najljubše naravne točke. Ena stvar pri Jodyju je bila ta, da je vedno komu povedal, kam gre in ostal v stiku, še posebej, kadar so se načrti spremenili. Njegovo nenadno, nenajavljeno izginotje marca je bilo zagotovo nenavadno in je skupnost v Jacksonvillu postila v iskanju odgovorov. 11. marca so Jodyja nazadnje opazili v Jacksonvillu, ko je zapustil svoj dom v svojem rdečem poltovornjaku Ford F-150, letnik 1995. Samo vozilo je bilo težko spregledati.
Na zadnjem vetrobranskem steklu je imel belo nalepko z divjo svinjo. Nalepke strelnih lukenj so krasile rob zadnjega okna, v kesonu pa je bila značilen siv zaboj za orodje. Nenavadno je bilo, da ni bilo nobenega namiga, kam je namenjen, in nikomor ni povedal svojih načrtov. Po besedah njegovega brata Bernieja se je včasih odpravil na samostojen vikend izlet na ribolov ali kampiranje, vendar nikoli za tako dolgo ali brez da bi kdo vedel. Njegovo vedenje so dojemali kot izjemno nenavadno zanj. Naslednje opažanje, povezano z Jodiem, bi se zgodilo že naslednji dan, ko so kamere sistema Flock v Pine Bluffu v Arkansas zabeležile Forda 55 milj stran od Jacksonvilla. Ni znano, ali je bil Jody tisti, ki je vozil, ko so ga ujeli na kamero, vendar je bila to edina sled, ki so jo imeli. Po tej eni ključni sledi pa je primer nenavadno zastal, brez nadaljnjih opažanj ani dokazov, ki bi lahko nakazovali, kje se nahaja. Od tistega usodnega dne družina Pennington neprestano išče odgovore in upa, da bo našla nekaj, kar bi zavedno končalo njihovo trpljenje. Bernie je izrazil globoko zaskrbljenost zaradi pomanjkanja informacij. Odpravil se je na vse lovske, ribiške in taborniške točke, ki jih je njegov brat pogosto obiskoval, vendar ni bilo nobenega sledu o nje. Niti odtisa stopala, osebnega predmeta ali celo sledi pneumatike, ki bi pripadala Fordu. Zdelo se je, da je Jody izginil z obličja zemlje, za seboj pa pustil neodgovorjena vprašanja in skrivnost. Družina Pennington ni bila edina, ki je iskala pogrešanega moškega. Policijska uprava v Jacksonvillu je prav tako izvedla svojo preiskavo, izkoristila vse možne napore, a ostala praznih rok. Medtem ko policija in družina prosita skupnost za pomoč, sedijo v napetosti in čakajo na tisti en telefonski klic, ki bi jim lahko vse spremenil. Minilo je že več mesecev od izginotja, a ni bilo nobenih sledi in Jody je še vedno pogrešana. Informacije v zvezi s tem skrivnostnim izginotjem lahko posredujete policijski upravi v Jacksonvillu na številko 501 982 3191. Javnost je bila opozorjena, naj se ne približuje osumljencu za umor, ki se je zgodil v območju Whitmore Ruins v Wolverhamptonu v Angliji 19. septembra. In naj takoj obvestijo policijo, če ga opazijo, saj verjamejo, da je lahko oborožen in bi lahko napadel vsakogar, ki ogrozi njegovo svobodo. Poziv je povezan z napadom na 28-letnega Juana Millsa, ki so ga tistega dne našli mrtvega na ulici Leicester. Verjamejo, da je osumljenec, ki so ga kasneje identificirali kot Mohameda Manirja Khana, tistega dne napadel Diwana s strelnim orožjem, zaradi česar je Diwan izgubil življenje. Drugi moški, identificiran kot 32-letni Sayed Zain Ali, je bil prav tako poškodovan med napadom in so ga odpeljali v bolnišnico, ker je ostal v kritičnem stanju. Mohamed, ki ga njegovi bližnji poznajo kot Manija, je znan po povezavah z območjem Wolverhamptona. Zdaj pa so bili objavljeni tudi posnetki varnostnih kamer, da bi ga izsledili. Na posnetkih je viden, kako je oblečen v črnosiv pulover s kapuco, ujemajoče hlače in na glavi črno kapo v bejzbolskem slogu. Objavljena je bila tudi jasna fotografija Mohamedovega obraza, saj so posnetki varnostnih kamer nekoliko zrnati in njegov obraz ni povsem viden. Posnetek je bil posnet približno 12 ur pred napadom na Dwayna, ki je bil prijavljen policiji, potem ko je nekdo slišal strel iz strelnega orožja v okolici. Ko so reševalci prispeli, je bil Dwayne že mrtev, medtem ko so Sayeda odpeljali v bližnjo bolnišnico. Oba moška sta sedela v avtomobilu na ulici Leicester. Ko se jima je približal Mohamed, nenadoma potegnil strelno orožje, ga usmeril proti vozilu in začel streljati. Ni znano, ali je pred napadom komuniciral z žrtvama ali če so se poznali. Razlog za napad trenutno ostaja neznan, vendar so preiskovalci povedali, da delajo neprestano, da bi ugotovili, kaj se je zgodilo in da bi našli Mohameda, da bi ga lahko privedli pred roko pravice za njegova dejanja. Duanova in Sayedova družina sta zaradi napada popolnoma uničeni in obupano iščeta odgovore, predvsem pa jo zanima, zakaj jo je Mohamed tisti dan napadel. Upa se, da bo nekdo prepoznal napadalca in pravočasno obvestil policijo, da ga bodo lahko prijeli. Če imate vi ali kdo, ki ga poznate, takšne informacije, vas prosimo, da pokličete 101 in navedete zapisnik 358 z dne 19. septembra ali pa kontaktirate Crime Stoppers na številki 080 055 5111. Tesnobo vsako leto občutijo tisoči in tisoči družin po vsem svetu, ko se njihovi ljubljeni preprosto ne vrnejo domov.
Nekateri so prisiljeni živeti z žalostjo, ker najdejo brezživljenjsko telo te osebe. Drugi pa se morajo soočiti z bremenom, da nikoli ne bodo izvedeli, kaj se je zgodilo. Ena družina iz Severne Irske bi se soočila z žalostno drugo možnostjo. Gerard Conway je živel v Cookstownu, ko ga je njegova družina februarja 2007 prijavila kot pogrešanega. Pri 32-letnemu so pred nekaj leti diagnosticirali bipolarno motnjo, kar je njegovo nenadno izginotje naredilo še toliko bolj zaskrbljujoče. Gerarda so nazadnje videli 25. februarja. Tisti dan so ga ujeli varnostne kamere v banki, kjer je dvignil nekaj denarja s svojega računa. Nekateri, ki so ga poznali, so trdili, da so ga videli konec januarja in v začetku februarja. Vendar je sredi meseca družina Conway bila prisiljena prijaviti njegovo izginotje. Takoj so začeli iskalno akcijo v upanju, da bodo ogroženo osebo hitro našli. Toda pasje, enote in nadzor z letali niso zadostovali, da bi razrešili to skrivnost. Kljub obsežni iskalni akciji Gerarda niso našli, prav tako njegovega telesa nikoli niso odkrili. Začela se je sodna preiskava nerazložljivega izginotja in ta je privedla do sklepa, da pogrešani moški ni več živ. Septembra istega leta je mati pogrešanega moškega razkrila več informacij o njegovi osebnosti. Po njenih besedah je imel Gerard navado, da je po družinskih prepirih izginil. Vendar je vztrajala, da se je vedno vrnil, a naj bi imel slab sloves. Opisovali so ga kot, citiram, borca. Gerardova mati je še dodala, da je bilo zelo slabo, kadar je pokazal svojo grobo naravo. Sodna preiskava je ugotovila, da je imel Gerard le leto prej 3 napade, ki so se zgodili le nekaj mesecev pred njegovim prezgodnjim izginotjem. Podrobnosti, razkrite tukaj, so bile dovolj, da bi lahko sklepali, da se je Gerard zlahka znašel v nevarni situaciji, ki bi lahko vodila v njegovo izginotje. Skupnost je zmedena zaradi dogodka in verjame, da mu je nekdo nekaj storil. Njegov stric pa namiguje, da je bilo več ljudi, ki ga niso marali. Domnevalo se je, da bi v primeru manične epizode lahko napadel druge ljudi. Nekateri verjamejo, da se je morda prav to zgodilo in da bi lahko bil tarča napačen človek. Nekdanja punca je celo trdila, da je slišala govorico, da naj bi ga nekdo ugrabil in ga zadrževal v skednju. Vse to pa so bila le ugibanja družinskih članov, policije in skupnosti. Nihče v resnici ne ve, kaj se je zgodilo z Gerardom, v kakšnih okoliščinah se je znašel in kaj ga je pripeljalo do skrivnostnega izginotja. Minilo je že več let, a obraz Gerarda še vedno zre z plakatov pogrešanih oseb, ki prevladujejo na uličnih svetilkah, družbenih omrežjih in blogih. A nihče se ni oglasil z nobeno informacijo, ki bi lahko razrešila skrivnost. Informacije lahko posredujete organizaciji Crime Stoppers na številko 080 0555 111 s klicno številko 758 z dne 13. februarja 2007. Policija v Gisbornu na severnem otoku Nove Zelandije je pozvala vse priče v primeru 36-letnega Billa Pina Manjija naj se oglasijo, saj je preiskava njegovega umora obstala na mrtvi točki. Dne 29. septembra 2025 je eden od občanov obvestil policijo, da je v predmestju Riverdale našel neodzivnega moškega. Ko so policisti prispeli na kraj dogodka, so našli Billa, ki je ležal na travniku hiše med Laytonovo cesto in Riparado ulico. Odpeljali so ga v bližnjo bolnišnico, kjer so zdravniki storili vse, da bi ga oživili, vendar so bili njihovi napori zaman, saj je kmalu zatem zaradi poškodb umrl. Ugotovljeno je bilo, da je bil Bill ubit s strelnim orožjem, vendar so dogodki, ki so vodili do napada, ostali skrivnost. Znano je, da je bilo z mesta zločina zbranih več predmetov, ki so bili vsi poslani na forenzično analizo. Preiskovalci so tudi navedli, da vedo, da je bilo na tem območju v času napada prisotnih več ljudi in so jih pozvali naj se javijo, da jih lahko izločijo kot osumljence. Od takrat so objavili posnetke nadzornih kamer oseb, s katerimi bi radi govorili v zvezi s primerom Billa, saj verjamemo, da so neposredno povezani z napadom nanj. Čeprav so posnetki slabe kakovosti, so objavili opise obeh oseb. Na posnetkih sta oba oblečena v puloverja s kapuco, ki jo imata na glavi, verjetno zato, da bi skrila obraza pred varnostnimi kamerami na območju. Prvi osumljenec je bil ujet na kamera, ko je bežal iz Forrester House čez Ormondovo cesto in na Riparado ulico. Druga oseba, ki jo iščejo, je bila videna, kako je od iste hiše hodila proti središču mesta.
Oseba je šla na Marijevo ulico in nato na Ormondovo ulico, nato pa je izginila iz vidnega polja kamer. To ni edini zločin, v katerega naj bi bila ta dva vpletena. Policija je razkrila, da sta morda odgovorna tudi za krajo Hyundai Sonate, ki je bil ukraden iz stavbe Forrester House 28. septembra med 19:30 in polnočjo. Znano je, da je bil avto odpeljan z ulice Riparada na cesto Leighton v smeri proti območju Elgin. Naslednji dan je bil nato opažen na ulici Aberdeen, preden je bil zapuščen na ulici Churchill, kjer so ga našli 20. oktobra. Če imate kakršnekoli informacije, ki bi lahko pomagale rešiti primer Billa, ste naprošeni, da kontaktirate policijo na številko 105 z navedbo Operacija Bushman ali številko zadeve 250 929 9035. Že od zgodnjega otroštva so Marka Wallacea Davisa, rojenega februarja 1985, opisovali kot prijazno osebo. Ko je odraščal, si je prislužil vzdevek mali Michael Jordan in je bil pomemben del življenja svoje družine. Zato je njegova odsotnost danes prežeta z žalostjo, saj se sorodniki še naprej spopadajo z nepopustljivim iskanjem odgovorov. Bilo je leta 2018. Davis, ki je živel v Clarksvillu v Tennesseeju, je postal oče 6 otrok. Oboževal je svoje otroke in večino časa je preživljal z njimi, kadar ni delal v svoji službi v gradbeništvu. Takrat tega niso vedeli, a tisto leto je bilo zadnje, ko so njegovi otroci videli svojega očeta. Bilo je 15. junija, ko so Davisa nazadnje opazili na bencinski črpalki Marathon na naslovu Preacher's Mill Road 1230, ki je od takrat zaprta. Varnostne kamere so ujele trenutek, ko je 33-letni Davis prispel s svojim belim in rdečim tovornjakom. Nato je vstopil v trgovino in uporabil stranišče. Potem so ga opazili, kako je odšel iz stavbe in se odpravil proti zadnjemu delu, kjer ni bilo kamer. Tukaj naj bi se Davis zapletel v fizični spopad z neimenovano osebo. Podrobnosti o spopadu niso bile nikoli objavljene. Nato se je vrnil do svojega tovornjaka, vstopil in se odpeljal. To je bilo zadnjič, da ga je kdo videl. Ko pa je odhajal, je Davis ostal v stiku z nekaterimi prijatelji, katerim je pošiljal SMS sporočila. 2 dni kasneje, na očetovski dan, je družina vedela, da je nekaj narobe. Od tistega dne niso nič slišali od njega in glede na njegovo predanost otrokom je bila njegova odsotnost na očetovski dan razlog za skrb. Minilo je še nekaj dni, preden je zaskrbljeni sostanovalec pogrešanega začel stopati v stik z družino in spraševati, ali je kdo od njih videl Davisa. Sorodniki so kmalu ugotovili, da ga že več dni niso slišali, kar je bilo zelo nenavadno, saj so bili z njim redno v stiku. Ko je sostanovalec stopil v stik, so ga večkrat poskušali poklicati, vendar so bili vsi klici ostali brez odgovora. Družina je celo stopila v stik z lokalnimi bolnišnicami, v upanju, da je morda pristal tam. A upanje je hitro kopnjalo. Potem, ko so sorodniki prijavili izginotje Davisa, se je začelo iskanje informacij. Preiskovalci so odkrili posnetke varnostnih kamer in hitro ugotovili, da bi lahko šlo za kaznivo dejanje pri izginotju. Prav tako so domnevali, da nekdo skriva informacije, ki bi jih lahko pripeljale do tega, kje je. Davisova mati, Kim, verjame, da se je morda zgodilo nekaj tragičnega. Kriminalne oddaje so takrat postale del njenega življenja in išče karkoli, kar bi lahko dodala k primeru. Vse, kar je lahko storila, je bilo, da je skupnost prosila, naj posreduje informacije. Kim je na Facebooku objavila vest o svojem pogrešanem sinu, kar je spodbudilo več neznancev, da so se združili v skupnem iskanju po Clarksvillu, od krajev, kjer je bil pogosto, do krajev, kamor sploh nikoli ne bi šel. Kljub uram, dnevom in tednom iskanja se ni pojavila nobena sled, ki bi razkrila, kje je Davis, kar je družino postilo z globokimi ranami, ki jih lahko zaceli le odgovor na vprašanje, kje je Mark Wallace Davis. Informacije v zvezi s to izginotjem lahko posredujete policijski upravi Clarksville na številko 931 648 0655 56. Okoli 2. septembra 2023 je policija v Pembrokeu na Bermudih prejela prijavo iz območja misije Svete Monike, kjer so bili obveščeni o incidentu, v katerem je bilo uporabljeno strelno orožje. Ob prihodu na kraj dogodka so našli 30-letnega Jonathana Dilla, ki je bil neodziven pred svojo hišo, in ga nemudoma prepeljali v King Edward VII Memorial Hospital.
Kmalu zatem je bilo sporočeno, da je Jonathan umrl. Policija pa je začela iskanje moškega, ki ga je napadal. Takoj so domnevali, da je bil napad povezan z dejavnostjo tolp na tem območju, zaradi načina, kako je bil izveden. Preiskovalci so poročali, da je bil Jonathan ustreljen v hrbet v slogu usmrtitve, zato domnevajo, da je storilca poznal. Policijske patrulje so bile takoj napotene na več območij, saj so se bali, da bi se rivalska tolpa maščevala storilcem, čeprav verjamejo, da je bil Jonathanov napadalec v času napada sam. Priče so poročale, da so videle moškega, ki je pobegnil z kraja dogodka na motorju in da je bil v tistem trenutku sam. Nato je zavil južno na cesto Glebe in verjamejo, da se je nato odpeljal bodisi na Parsonsovo cesto, Friswellov hrib ali cesto Bishop Spencer. Priče so opisale, da so videle Jonathana, tako je poskušal pobegniti pred omenjenim moškim, vendar mu to ni uspelo in njegovo življenje se je končalo. Poročali so, da je bilo izstreljenih celo do 9 nabojev, vendar to ni bilo potrjeno in verjamejo, da je bil Jonathan zadet le enkrat, a je bil ta strel usoden. Njegovi sosedje so kasneje povedali, da je Jonathanova hiša priljubljeno zbirališče, kjer so pogosto videvali ljudi, za katere domnevajo, da so večinoma povezani s tolpami na tem območju. Tudi ni nenavadno, da ljudje poročajo o strelih iz strelnega orožja na tem območju, vendar večina teh primerov običajno ni zelo resnih. Vendar je bilo v preteklosti že več resnih incidentov. Eden izmed njih je vključeval podoben napad, v katerem sta 2 osebi izgubili življenje. Ti primeri so bili od takrat rešeni, saj so storilce prijeli, vendar je osumljenec odgovoren za smrt Jonathana še vedno na prostosti. Obstaja skrb, da ljudje, ki živijo na tem območju, vedo več kot povedo, vendar oklevajo, da bi se oglasili, saj je incident verjetno povezan s tolpami in se morda bojijo maščevanja, če bi spregovorili. V poskusu, da bi ljudem osvežili spomin, je bila javnosti predstavljena slika nadzorne kamere svetlega avtomobila. Posnet je bil okoli 22:20 tistega večera, ko se je vozil po cesti Glebe Road v smeri starega stolpa Pepperpot. Opozoriti je treba, da policija voznika avtomobila ni označila za osumljenca, vendar verjamejo, da bi lahko organom zagotovil dragocene informacije o primeru Jonathana in jih pozivajo, naj stopijo v stik. Vsak, ki je videl ta avtomobil, je prav tako pozvan, naj stopi v stik s policijo, saj je lahko vsaka malenkost ključna za rešitev primera. Nažalost, znamka in model vozila ostajata neznana, saj so posnetki varnostnih kamer, ki so jih našli, zrnati. Vozilo se je peljalo nekaj razdalje stran od kamere, ki jih je posnela. Na voljo so tudi posnetki varnostnih kamer osebe, ki se je peljala mimo na motorju. In voznika motorja so prosili, naj stopi v stik s preiskovalci, saj bi lahko imel pomembne informacije. Vsakdo, ki lahko pomaga pri tej preiskavi, naj pokliče enoto za huda kazniva dejanja Brmud na številko 247 1739. Bilo je 9. novembra 2021, ko so policisti v Aucklandu hodili od vrat do vrat, trkali in upali, da imajo sosedje kakšne informacije. Iskali so prebivalko Sandringhama, Cindy Lee, ki so jo nazadnje opazili na posnetkih varnostnih kamer, preden je skrivnostno izginila. 70-letno so videli hoditi po Tranmere Road, vendar ni bilo zabeleženo, kaj se je zgodilo potem. Cindy je redno hodila na jutranje sprehode in so jo pogosto opazili sosedje. Ženska se je odpravila na običajen sprehod, vendar namesto sprostitve so sprožili obsežno iskalno akcijo. Oblasti so hitro sestavile ekipe za iskanje in reševanje, ki so 5 dni prečesavale sosesko. Medtem ko so potekale iskalne akcije, so policisti poskušali najti tudi druge posnetke varnostnih kamer v okolici, v upanju, da bodo lahko sledili gibom Cindy in ugotovili, kje bi lahko končala. Minovali so dnevi in niso našli ničesar. Kljub njihovim najboljšim prizadevanjem in zelo malo sledi, organi pregona niso mogli povedati, kaj se je zgodilo, ali je bil kdo vpleten, ali pa je šlo za kakšno nenavadno nesrečo. Čeprav je bila stara 70 let, ne bi bila Cindy aktivna in v dobri formi, ter ni imela nobenega zdravstvenega razloga, da bi izginila. Ženska je prav tako že 30 let živela na Novi Zelandiji, kjer je imela skupaj z možem podjetje, zato ni bilo možnosti, da bi se preprosto izgubila. Ker ni bilo novih sledi, so bili policisti prisiljeni za informacije zaprositi javnost. Objavili so posnetek varnostne kamere, opis in fotografijo pogrešane ženske, v upanju, da je kdo kaj videl.
Vprašali so, ali je kdo videl žensko, ki je nosila oblačila, ki ustrezajo opisu, in naj se javi. A dnevi so minevali brez kakršnihkoli sledi, ki bi lahko vodile do tega, kje je Cindy, in upanje je začelo pojemati. Potem pa, povsem nepričakovano, 11 dni kasneje, ko sta minila skoraj 2 tedna od izginotja, je policija odkrila nekaj izjemnega. 20. novembra, okoli poldneva, so Cindy našli v kritičnem stanju v hiši soseda. Čeprav ni imela fizičnih poškodb, je bila Cindy ob najdbi hudo dehidrirana in so jo prepeljali v bolnišnico, kjer so jo stabilizirali na oddelku intenzivne nege. Izkazalo se je, da prav te hiše, ki je bila nenaseljena, niso preiskali vse do tistega dne. Policija je razkrila, da so Cindy našli, vendar niso mogli povedati, kaj je povzročilo njeno izginotje in da bo to jasno šele, ko bo dovolj okrevala, da bo lahko govorila. Toda še leta 2025 okoliščine nenavadnega izginotja ostajajo skrivnost. Še vedno ostaja veliko vprašanj glede izginotja Cindy Lee. Kako je prišla v hišo? Če so policisti potrkali na tista vrata, zakaj ni poklicala na pomoč? Je šlo za neuspešno ugrabitev ali je bil vzrok neznan zdravstveni zaplet? Policija Novega Južnega Walesa je sporočila, da je bil 28-letni Hong Li Chi, ki je leta 2022 živel v Sydneyju v Avstraliji, prvič prijavljen kot pogrešan strani svoje družine 11. maja istega leta, potem ko z njim niso mogli vzpostaviti stika. Začela se je preiskava in ena prvih sledi, ki so jih našli, je bil posnetek varnostne kamere, na katerem je Chi, ko je okoli 18. ure zapuščal stanovanjski kompleks na ulici Macquarie. Iz tega večera posnetek pa je bil dan na voljo javnosti. Na posnetku je bilo videti Chia, kako hodi skozi avlo stavbe. Zunanje kamere pa so ga nato ujele, ko je hodil zunaj. Neto so ga videli, kako preverja svoj telefon, preden se je odpravil po ulici. Večkrat je bilo videti, da se ozira čez ramo, vendar ni znano, ali je to kakorkoli povezano z njegovim izginotjem. Preiskovalci niso vedeli, da je ta posnetek prikazoval zadnji znani trenutek, ko so Chia videli živega. Njegova družina je izjavila, da so ga nazadnje videli v Sydney Town Hallu 11. maja okoli 13. ure in da je nato nenadoma prenehal odgovarjati na njihova sporočila. Klici na njegov telefon so bili preusmerjeni v glasovno pošto, zato so se odločili, da pokličejo policijo. 6. avgusta so mestni delavci poklicali policijo, ko so v grmovju na Packer Road v Hawkesburyju naleteli na posmrtne ostanke moškega. Posmrtne ostanke so poslali v laboratorij na testiranje in rezultati so potrdili, da so našli Chia. Okoliščine njegove smrti veljajo za sumljive in domneva se, da je bil žrtev kaznivega dejanja. V primeru je bilo doseženega le malo napredka in preiskovalci so prosili javnost za pomoč pri zbiranju vseh relevantnih dejstev. Prosili so, da jih kontaktira vsak, ki je v dneh pred njegovo smrtjo govoril s Chiem, saj bi lahko imel informacije povezane z njegovim primerom. Številna vprašanja ostajajo neodgovorjena. Na primer, kako je Chi pristal približno 80 km stran od območja, kjer so ga nazadnje videli na posnetkih nadzornih kamer. Poleg tega, nikoli ne bi kar naenkrat prenehal komunicirati s svojo družino. Zato so nekateri predlagali, da so ga odpeljali na območje, kjer so ga našli, preden so mu vzeli življenje. Razpoložljivi viri niso navedli, ali je bil vzrok njegove smrti sploh kdaj ugotovljen. Prav tako ni znano, kakšen je bil sploh motiv napada nanj, vendar se je kmalu začela oblikovati jasnejša slika, ko so preiskovalci začeli zbirati informacije o Chievem življenju. Izkazalo se je, da je bil Chi manjši preprodajalec prepovedanih substanc. In končno so identificirali osumljenca, 28-letnega Ferenca Stemlerja, ki so ga privedli na zaslišanje. Toda, ker ni bilo dokazov, ki bi ga povezovali s Chievim primerom, za zdaj ni bil obtožen. Od takrat je bil Stemler imenovan za osumljenca v drugem primeru, v katerem sta bila dva moška, Mulija in Etuate Sial, tarča zamaskiranega moškega s strelnim orožjem, medtem ko sta obiskovala brivca. Oba moška sta preživela po zdravljenju zaradi svojih poškodb. Vsak, ki ima informacije o primeru Chi, naj kontaktira Crime Stoppers na 333 000. Policija ima malo sledi glede izginotja Scotta Schwarza, ki so ga nazadnje ujeli na varnostnih kamerah, ko je zapuščal svoj stanovanjski kompleks v Liberty Townshipu v Ohio. Po Liberty Centru je nameščenih več kamer, vendar ga je ujela le ena izmed njih. Posnetek, ki ga je našel šerifov urad okrožja Butler, je prikazoval moškega, ki se je ob 20:30 spustil po stopnicah.
Nosil je sivo majico CSI in temne kavbojke. In potem je izginil. Scott, 60-letni moški, ki živi na odseku ulice Blake okoli številke 7500, je imel družino v Georgiji, zato je pogosto razdelil svoj čas med obema krajema. Bilo je 19. avgusta 2024, ko je zapustil svoje stanovanje in nato izginil. 2 dni kasneje je njegova žena odšla na šerifov urad okrožja Butler, da bi prijavila izginotje svojega moža. Policistom je povedala, da se trudi vzpostaviti stik z njim in da je bilo nenavadno, da se tako dolgo ni oglasil. Preiskovalci so kmalu zatem odšli v stanovanje, v upanju, da bodo našli sledi, ki bi lahko vodile do tega, kje je. Razen posnetkov varnostnih kamer ni bilo ničesar. Policisti niso našli nobenih znakov vloma, so pa na pultu našli nekaj ostankov hrane, domnevno iz restauracije Brio Italian Grill, kar naj bi nakazovalo, da se je Scott nameraval vrniti v stanovanje. Za sabo je pustil tudi avto in mobilni telefon. Na nobeni drugi kameri ga niso nikoli opazili, kar bi lahko razkrilo njegove naslednje premike ali če ga je kdo pobral. Skoraj leto dni kasneje, šerifov urad ni prejel nobenih namigov ali sledi, ki bi lahko vodile do tega, kje je Scott. Obvestila so poslali policijskim oddelkom vse do Columbusa, v upanju, da je kdo kaj videl. Kljub pregledu njegovega mobilnega telefona, finančnih zapisov in računalnika, se ni pojavila nobena sled. Policija ni našla nobenih dokazov o kaznivem dejanju in nobenih znakov, da bi od takrat dvignil ali uporabil kakršenkoli denar. Scott je tistega usodnega dne stopil po stopnicah in skrivnostno izginil. Vse informacije, ki bi lahko pomagale pri iskanju te osebe, lahko posredujete šerifovemu uradu okrožja Butler na številko 513-785-1300. S številko primera 245.789. Posnetki varnostnih kamer so bili objavljeni v primeru, znanem kot zastrupitev v Salisburyju, med katerim sta bila 4. marca 2018 tarča atentata nekdanji ruski vojaški častnik in njegova hči Julija. Vse se je začelo, ko sta Sergej in Julija priletela iz Moskve na letališče Hetero v Rusiji in tja prispela okoli 14:43 marca. Naslednji dan so Sergejevo vozilo opazili, ko se je peljalo proti cesti De Vises v Salisburyju, nato pa sta oba obiskala nakupovalni center, kjer sta nekaj časa preživela v baru. Potem sta jedla v restavraciji z imenom Zizi, nato pa so jo videli, kako sta okoli 15:30 odšla, potem ko sta poravnala račun. Le 40 minut kasneje so policijo obvestili, da so moškega in žensko, kasneje identificirana kot oče in hči, našli nezavestna na klopi v parku v Salisburyju. Glavna medicinska sestra je naletela na prizorišče in takoj vedela, da je nekaj narobe. Ko je opazila, da je Julija imela peno na ustih, njene oči pa so bile bleščeče bele in odprte, čeprav je bila nezavestna. Večkrat so jo oživljali, vendar sta še naprej izgubljala zavest. Ko je prispelo reševalno vozilo, so jo odpeljali v bolnišnico na zdravljenje. Kmalu zatem so policisti, povezani s primerom, začeli kazati nenavadne simptome. Eden od policistov, ki je bil v Sergejevi hiši, pa je pristal v bolnišnici v resnem stanju. Pri 2 policistih so ugotovili srbeče oči in težave z dihanjem. Sergej in Julija sta medtem še vedno težko okrevala. Toda 29. marca so sporočili, da se Julija izboljšuje. In mesec po incidentu je Sergej končno prišel k zavesti. 18. maja sta bila oba ocenjena kot dovolj zdrava, da sta lahko odšla domov. Eden od preiskovalcev je kasneje poročal, da je zbolel zaradi zastrupitve po preiskavi Sergejevega doma, čeprav je nosil zaščitna oblačila. Kasneje so ugotovili, da je bil na kljuko vrat hiše nanesen vojaški živčni strup z imenom Novičok, ki se je po dotiku razširil po preostalem delu hiše in jo naredil izjemno nevarno. Zaradi tega so leta 2019 okoli stavbe postavili zatesnjen okvir, streho pa je odstranila vojaška ekipa. V naslednjih 4 mesecih so preostanek hiše dekontaminirali in jo ponovno zgradili. Nato so sporočili, da sta bila identificirana 2 osumljenca. Sumili so, da sta bila Aleksandr Petrov in Ruslan Boširov, ruska vojaška obveščevalca, ki sta izvedla zastrupitve. In nato je bil kot 3. osumljenec dodan še dr. Aleksandr Miškin. Nato je postalo jasno, da je zastrupitve izvedla Rusija, saj so sumili, da je Sergej vohunil v imenu britanske vlade.
To je primer, ki še vedno poteka, za katerega bo verjetno potrebnega veliko časa, da se razreši. Za zdaj pa so bili glavni osumljenci v incidentu identificirani. Nekateri viri navajajo, da sta Sergej in Julia preselila na Novo Zelandijo, vendar to ostaja nepotrjeno. Za zdaj potrjeno. Sarah Gail Ebersol se je rodila septembra 1996 kot najmlajša od 8 otrok. Odraščala je v Sarasoti na Floridi, kjer sta jo vzgajala teta in stric. Ko je bila najstnica, se je Sarah selila med dvema gospodinjstvoma, enim pri teti in drugim pri sestrah v Dunelinu. Leta 2014, pri 18 letih, se je preselil v Dunalan in se poročil, vendar je bil zakon kratek in par se je razšel že po enem letu. Sarah je na koncu delila stanovanje na naslovu 19220 NV 60. Avenue v Reddiku na Floridi. Delala je na tem območju kot striptizeta. Kljub manjšim težavam z ločitvijo, razhodom in selitvijo nazaj v Reddick je bilo Sarino življenje dobro, a to se je nenadoma končalo. 2. marca 2023, ko je skrivnostno izginila. Bilo je okoli 19 ure tistega večera, ko je končala z delom in poslala sestri sporočilo, v katerem jo je prosila za prevoz domov. Njena sestra pa ni bila na voljo in je ni mogla priti iskat. 50 minut kasneje je poslala še eno sporočilo, v katerem je rekla, naj pozdravi njene otroke. Potem je ob 22:11 prišlo še zadnje sporočilo. Ko zdaj pogleda nazaj, si sestra želi, da bi jo lahko odvrnila od tega. V zadnjem sporočilu je Sarah napisala, da se vzpenja v nek tovornjak z neznanimi moškimi, ki jih je opisala kot kavboje. Zdela se je navdušena, da je v njihovi družbi in pričakovala je zabavno vožnjo domov. Sarah so opazili na nadzorni kameri bencinske črpalke Circle K na naslovu 17980 North Highway 441, ko se je povzpela v črni poltovornjak z dvema moškima. 26-letnica nikoli ni prišla domov in od takrat je nihče ni videl ali slišal zanjo. Že naslednji dan je sostanovalka, zaskrbljena za Sarino dobrobit, poskušala prijaviti izginotje, vendar je policija vztrajala, da mora počakati cel teden. Ko Zdina ni mogla vzpostaviti stika s Saro, so jo na koncu prijavili kot pogrešano šerifovemu uradu okrožja Marion in preiskava se je začela. Oblasti so hitro uspele identificirati neznane moške, s katerimi so Saro nazadnje videli. Pripeljali so jih na zaslišanje, vendar policija nikoli ni razkrila nobenih informacij, ki bi jih morda zbrali. Preiskovalci so kasneje povedali, da so Saro nazadnje opazili v zgodnjih jutranjih urah 3. marca, ko naj bi vstopila v moder limuzinski avtomobil, za katerega pričajo, da je bil verjetno Hyundai. Eden od sostanovalcev kavbojev se je oglasil in razkril, da je bila pogrešana ženska tistega večera pri njih doma in je tam ostala do zgodnjih jutranjih ur. Nato je sama odšla in se usedla v tisto modro vozilo. Od tam naprej je primer zastal, saj so bile edine sledi pričanja prič in posnetki nadzornih kamer. Potem, celo leto kasneje, po nenehnem trudu, da bi ugotovili, kdo je lastnik modrega sedana, je prišlo do preboja v primeru. Marca 2024 je šerifov urad okrožja Marion razkril ime voznika vozila. To je bil Tyrone Morman, ki je zdaj obravnavan kot oseba, ki bi lahko bila povezana s primerom. Preiskovalci so pridobili nalog za preiskavo telefona tega moškega in ugotovili, da sta bila on in pogrešana ženska v trgovini z mešanim blagom, ki se nahaja v severozahodnem delu okrožja Marion. Tam sta bila zjutraj, 3. marca 2023. Nažalost, je to edina informacija, ki so jo policisti uspeli ugotoviti. Morman pa od takrat naprej ni sodeloval. Zdaj so bili organi pregona prisiljeni zaprositi javnost za kakršnekoli informacije, ki bi odgovorile na vprašanje, kaj se je zgodilo s Saro Ebersol. Informacije lahko posredujete šerifovemu uradu okrožja Marion na številko 352 368 3508 08. 42-letni Sean Fox je še ena žrtev premišljenega napada, ki mu je vzel življenje 2. oktobra 2022 v Belfastu na Irskem. Za vsakogar, ki lahko posreduje dodatne informacije, ki bodo pomagale razrešiti primer, je zdaj ponujena nagrada v višini $20,000, kar je približno $26,000, vendar do zdaj še ni bila prejeta nobena informacija. Tistega popoldneva je Sean obiskal nogometni klub Donegal Celtic v Belfastu, kjer so ga številni ljudje videli, kako je v prireditveni sobi spil nekaj pijač.
Toda v klubu je izbruhnil kaos, ko sta vstopila dva moška in ga napadla pred več pričami. Preiskovalcem so povedali, da je bil napad nedvomno načrtovan, saj sta moška stopila naravnost do Seana in začela streljati. Streljati sta nadaljevala tudi potem, ko je padel na tla, pri čemer sta v nekem trenutku stala nad njim in izstreljevala naboje. Neto sta pobegnila v smeri Guider Gardens in še vedno nista bila identificirana, čeprav jo je videlo več strank v klubu. Dogodek se je zgodil v manj kot 60 sekundah in pustil več ljudi traumatiziranih zaradi tega, čemur so bili priča. Možno je, da sta moška poznala Seanovo rutino, saj ni bil reden obiskovalec kluba in sta verjetno vedela, da je nameraval tisto nedeljsko popoldne tam preživeti nekaj časa. Policija je izjavila, da je čudež, da nihče drug ni bil poškodovan, saj je bilo v nekaj sekundah izstreljenih okoli 20 nabojev, pri čemer so se številni naboji odbili od tal in le za las zgrešili prisotne. Dodali so, da za takšne napade ni prostora v civilizirani družbi in da morata biti napadalca čim prej izsledena, da se lahko zagotovi pravica. Namiguje se, da bi lahko bil primer Seana povezan z drugim primerom, po katerem je njegov prijatelj prav tako izgubil življenje v podobnem napadu. V tistem incidentu leta 2018 je 43-letni Jim Donegan čakal v svojem avtomobilu na sina pred gimnazijo Svete Marije, ko ga je napadel moški, za katerega verjamejo, da je bil član paravojaške skupine. Napad se je prav tako zgodil sredi belega dne. Moškega pa očitno ni skrbelo, da ga je videlo več prič, tako kot v primeru napada na Seana. V Doneganovem primeru je znano, da si je skozi leta nakopal več sovražnikov, medtem ko družina Seana in preiskovalci, ki vodijo njegov primer, še vedno niso našli razloga za napad, saj je bil v okolici zelo priljubljen. Posnetki varnostnih kamer, na katerih sta omenjena moška, so bili objavljeni, vendar ju še niso identificirali. Prvi moški je oblečen v svetlo-modro jopico s kapuco in kapo v bejzbolskem slogu, sive hlače in črne čevlje. Nosi pa tudi dvobarvne rokavice, da ne bi pustil prstnih odtisov na prizorišču zločina. Drugi moški je bil oblečen v svetlo jopico s kapuco z rdečimi črtami po rokavih, bejzbolsko kapo, sive škornje in dvobarvne rokavice. Če ste tisti dan opazili kaj koristnega ali prepoznate katerega od moških na posnetku, vas prosimo, da kontaktirate organizacijo Crime Stoppers. 555-111. Bilo je 27. novembra 2024, ko je Michael Bounce iz Eureka v Kaliforniji zapustil svoj dom, da bi šel v trgovino z živili. Domnevno naj bi nakupoval s prijateljem in naj bi se z njim srečal nekje po 16:30 tistega dne. Vendar se zdi, da nikoli ni prispel do prijatelja v Pine Hill Apartments, temveč je izginil v neznano. Minila sta 2 dneva, preden je družina opazila, da je nekaj narobe. Popoldne 29. novembra je bil prijavljen kot pogrešan pri policijski upravi v Eureki, kar je sprožilo hitro iskanje, ki je razkrilo različne srhljive podrobnosti. Prva informacija, ki so jo odkrili, je bila, da je pred njegovim izginotjem okoli 15 ure. Varnostne kamere so posnele 60-letnega moškega v trgovini Murphy's Market na območju Blue Lake, ki je bil sam in to pred njegovim dogovorjenim srečanjem s prijateljem. Naslednja podrobnost je prišla od priče, ki je trdila, da je videla srebrni Dodge Charger letnik 2006 z 9cc F459, ki je v lasti Michaela, v bližini apartmajev Pine Hill in sicer okoli 17:52 tistega dne. To vozilo bi bilo odkrito 30. novembra. Bilo je najdeno zapuščeno in odklenjeno na križišču ulic Vance in Eureka na območju Pine Hill. Charger je stal srhljive 3 ulice stran od stanovanja prijatelja, vendar Michaela ni bilo nikjer. V notranjosti je bil njegov mobilni telefon, ki pa je imel prazno baterijo. Preiskovalci so upali, da bi podatki na njegovem mobilnem telefonu lahko dali namige, ki bi jim pomagali sestaviti zadnje trenutke pogrešanega moškega in morda pokazali, kje je. Nažalost, jim ni uspelo pridobiti sodno odredbo. Pravne ovire in blokirani podatki morda preprečujejo rešitev te uganke. Oblasti so temeljito preiskale območje, vendar niso našle nobenih sledi ali dokazov, ki bi lahko nakazovali, kje se nahaja. Policija je nato našla še en posnetek nadzorne kamere, ki je bil posnet na območju, kjer so našli vozilo. Posnetek je prikazoval, kako se je Charger pripeljal na Vance Avenue z ugasnjenimi žarometi. Časovni žig na posnetku je kazal 20:05. Več ur potem, ko ga je priča videla. Karkoli se je zgodilo,
Po 20:05 tistega večera ostaja neznano, vendar je povzročilo trajno in zaskrbljujočo skrivnost, ki je v skupnosti pustila zlovešč občutek. Brez sledi in brez namigov je policijska uprava Eureka lahko le nadaljevala z iskanji. Tretja akcija je združila prizadevanja policijske uprave Eureka in ekip za iskanje in reševanje. Skupaj so prečesali 31 akrov Greenbelta v bližini območja, kjer so našli Michaelov avto. V akciji so sodelovale prostovoljne gasilske ekipe in 6 psov, vendar brez uspeha. Michael J. izginil. Izginote je še naprej begalo skupnost v Kaliforniji, ki se je spraševala, kaj se je zgodilo tistega usodnega dne. Informacije v zvezi z izginotjem Michaela Bouncea lahko posredujete policiji v Eureki na številko 707 441 4060. 21-letni Aten Borsinos je bil morda sin nekdanjega policista iz Melbourna v Avstraliji, vendar zagotovo ni šel po očetovih stopinjah. Bil je znan po vpletenosti v različne vrste kriminalnih dejavnosti in verjame se, da je to bil dejavnik pri napadu, ki mu je vzel življenje. Ko je bil še najstnik, se je Borsinos odločil pridružiti tolpi, ki sta jo vodila Qasim Hamad in njegov bratranec Ahmad Al-Hamza. Hamad je znan po vpletenosti v nezakonito trgovino s tobakom v Avstraliji. Verjame se, da je bil Borsinos vpleten v organiziran umor, v katerem je življenje izgubil Sulejman Abdurrahim, znan gangster, ki so ga našli mrtvega v podzemni garaži stanovanjskega bloka na ulici High Street v Prestonu. Verjame se, da so 4 moški čakali na prihod Abdulrahima in ko je prispel v družbi svoje punce, so ga napadli. Punca mu je poskušala pomagati, medtem ko so klicali policijo, vendar je bil Abdulrahim že mrtev, ko so prispeli. Preiskovalci nimajo dvoma, da je bil napad na Borsinosa prav tako skrbno načrtovan in da so bili za izvedbo zločina najeti profesionalni morilci. Posnetki varnostnih kamer, ki so bili kasneje objavljeni za javnost, potrjujejo, da so napadalci uporabili avtomobile, ukradene že pred meseci, da so ga zasledovali pred napadom, ki je bil izveden sredi belega dne. Zanimivo je, da bi moral nastopiti na sodišču zaradi obtožb o orožju, vožnji in prepovedanih substancah, ki so bile vložene proti njemu. Vendar ostaja neznano, ali je to kakorkoli povezano z napadom nanj. Za zdaj motiv napada ostaja nejasen. Domneva pa se, da je bil napad naročen zaradi Borsinosove vpletenosti v organizirani kriminal. Oba moška, odgovorna za napad, sta bila ujeta na posnetkih varnostnih kamer. Policija pa je prosila vse, ki jo prepoznajo, naj stopijo v stik z njimi. Na posnetku je mogoče videti, kako oba moška izstopata iz nakupovalnega centra v Eppingu in nosita rjave papirnate vrečke. Nato sta se odpravila do Volkswagenovega SUV-ja, ki je bil nekaj dni prej prijavljen kot ukraden v Melbournu. Po uspešno izvedenem napadu sta pobegnila z Nissan Patrolom, še enim ukradenim vozilom, nato pa sta po nekaj prevoženih kilometrih to vozilo zapustila in se presedla v Volkswagen Golf. Po nekaj časa vožnje z Golfom sta ponovno zamenjala avto in se usedla v BMW, vendar sta predtem Golf zažgala, v upanju, da bodo plameni uničili morebitne dokaze, ki bi jih lahko pustila za seboj. Če veste, kdo sta ta dva moška, vas prosimo, da stopite v stik s službo Crime Stoppers na številki 1800 333 000. Policijska uprava Brockton, enote s psi in druge reševalne organizacije so v začetku julija letos prihitele v gozdnata območja okoli Caffrey Towers, ki se nahajajo na naslovu 755 Crescent Street v Brocktonu, Massachusetts. Iskali so pogrešano osebo, katere izginotje ni bilo le skrivnostno, ampak tudi izjemno nevarno. Izginote 7-letne Marie Louise Sant, ki je prebivala v stanovanju, kjer so policisti izvajali iskanje. Bilo je 5. julija, ko je Marija, ki govori le haitijsko kreolščino, odtavala iz svojega stanovanjskega kompleksa in izginila v neznano. Po besedah družine je že prej odtavala, vendar so jo vedno hitro našli. Toda gost, ki je obdajal njen dom, je iskanje še otežil, če je končala tam. Sorodniki so izrazili svojo zaskrbljenost zaradi te posebne izginotja, kljub prejšnjim incidentom. Strahovi za njeno dobrobit so začeli naraščati, ko so dnevi minevali. Marija je bila opažena na nadzorni kameri, tik pred stanovanjskim kompleksom, ki je ujela le njen izhod, ni pa razkrila, v katero smer je odšla.
Čeprav so policija in reševalci mezlično iskali in ni uspelo najti nobenih sledi, ki bi jih lahko pripeljale do tega, kje je Marija končala. Od takrat so se obrnili na javnost v upanju, da je kdo kaj videl. Zdi se pa, da nihče ni videl ničesar. Psi v gozdu niso zaznali nobenega vonja, kar je primeru dodalo še eno plast zapletenosti. Uradniki, ki preiskujejo primer, niso razkrili, ali sumijo na tujo krivdo ali ne. Kdo je bil zadnja oseba, ki jo je videla? Ali kakšne so bile okoliščine Marijinega nenadnega izginotja? Ali je preprosto oddavala in se izgubila? Jo je kdo pobral? Ali pa je tukaj v igri kaj bolj zloveščega? To so vprašanja, ki vznemirjajo skupnost v Massachusettsu. Ker ni bilo nobenih dokazov, se je primer začel širiti po družbenih omrežjih, v upanju, da se bo oglasila kakšna priča. A to širjenje je pritegnilo le eno vznemirjajočo teorijo, o kateri so ugibali številni uporabniki družbenih omrežij. Namigovali so, da je bila Marija verjetno žrtev ICEA, ameriške službe za priseljevanje in carinski nadzor, glede na to, da je bila ženska iz Haitija. S tem namigom so se strahovi družine le še povečali. Če bi Marie pridržala ICE, bi lahko bila kjerkoli, bodisi v pridržanju ali pa že izgnana. Njeni sorodniki pa o tem sploh ne bi vedeli. Policija v Brocktonu je nadaljevala iskanje pogrešane ženske, zaradi katere starosti in morebitnih zdravstvenih težav je njeno iskanje nujno. Policija je vzpostavila komunikacijski kanal v upanju, da bodo informacije občanov pomagale ugotoviti, kje je. Informacije lahko posredujete policijski postaji Brockton na številko 508 941 0200. Primer, ki vključuje 35-letnega železarja Corija Arizmendesa in se je zgodil v Austinu v Teksasu leta 2022, je zmedel tako njegovo družino kot preiskovalce, saj še vedno poskušajo ugotoviti, kdo ga je napadel in kakšen je bil njihov motiv. Posnetki nadzornih kamer so bili od takrat na voljo javnosti. Čeprav ne prikazuje napada na Corija, razkriva njegova gibanja v urah pred njegovo smrtjo in upajo, da bo to komu osvežilo spomin, ter da se bo kdo oglasil, da bi lahko prijeli njegovega napadalca. V 4-minutnem urejenem videoposnetku, ki je bil objavljen, je mogoče videti Corija, kako se 16. aprila tistega leta ob 22:07 vkrca na avtobus Cap Metro. Ta posnetek so zabeležile nadzorne kamere na avtobusu. Nato so ga kamere iste noči okoli 22:36 ujele na odseku ulice Lavaca pri številkah okoli 1500, ko je prečkal cesto z ene strani na drugo. Ko je prišel na drugo stran, je odšel proti jugu in izginil iz vidnega polja. Naslednjič so ga kamere zabeležile približno 90 minut kasneje, zjutraj 17. aprila, ko je hodil po pločniku blizu jugovzhodnega vogala 6. ulice in Brazosa. Nato se je odpravil proti zahodu, po 6. in Congress ulici ob 12:30. Opazili so ga na odseku 6. ulice, pri številkah okoli 200, vendar ni bil več sam, saj je bil zdaj v družbi ženske, ki je nosila belo torbo. Nato je vstopil v trgovino na severnem koncu 6. ulice in iz trgovine prišel 30 minut kasneje, ob 1. uri zjutraj. In videli so ga, kako se na ulici pogovarja z drugo žensko. Nihče od ljudi, ki so jih videli na posnetku, se ni oglasil, zato upajo, da jih bo objavljeni video spodbudil k temu. Kasneje tistega jutra je bila policija obveščena, ko so Corija našli mrtvega na cesti, v območju hišnih številk 200 na ulici East Milton. Ugotovljeno je bilo, da je bil napaden s strelnim orožjem, vendar osumljenci niso bili identificirani, saj njegovo gibanje tik pred napadom ostaja neznano. Njegova mati je kasneje povedala, da je Corey v mesecu pred napadom rekel, da ve, da mu bo nekdo vzel življenje. Ni podrobneje razložil, vendar je materi povedal, da želi le, da je seznanjena z njegovimi skrbmi. Na neki točki je Corey razmišljal, da bi zapustil Austin in se vrnil v družinski dom v Fort Bennu, vendar je njegova družina povedala, da bežanje pred težavami ni del njegove narave, zato se je odločil, da se ne bo preselil. Eden od Corejevih tesnih prijateljev je dodal, da je v tednih pred njegovo smrtjo opazil spremembo v njegovem vedenju, saj ni bil več tako zgovoren kot običajno in je prenehal komunicirati skoraj z vsemi, ki jih je poznal. Policija je prosila vse, ki se prepoznajo na posnetkih, naj stopijo v stik z njimi, saj morda nevede razpolagajo z informacijami, ki bi lahko pomagale pri preiskavi.
Če veste, kdo je napadel Coreyja, ali imate kakršnekoli dodatne informacije o njegovem primeru, vas prosijo, da kontaktirate oddelek za umore policije v Austinu na številki 512 974 8477. 77. Noben starš nikoli ne pričakuje, bo tisti, ki bo stal pred mikrofonom novinarja in moral opisovati svojega otroka, v upanju, da ga je kdo videl, ker je izginil ali se ni oglasil. Točno v takšni situaciji se je znašla družina Vidaje, ko je šlo za izginotje njihovega odraslega sina, Zacharyja Vidala. Opisali so ga kot odličnega fanta, ki je resnično užival v družbi družine. Veselil se je njihovih družabnih srečanj, kjer so se vsi skupaj zabavali. Takšna zabavna družinska srečanja niso bila več mogoča, odkar je Zachary leta 2022 nepojasnjeno izginil. Bilo je 22. oktobra tistega leta, ko je 27-letni Zachary vstopil v trgovino 7-Eleven, ki se nahaja na območju Route 61 na East Norwegian Street v Pottsvillu v Pensilvaniji. Na varnostni kameri trgovine so ga opazili, ko je nosil rdečo majico, modre kavbojke, svetlo-rjavo jakno in bejzbolsko kapo Oakley. Kamera je tistega dne okoli 16. ure postila njegov prihod in tudi odhod, kar je zaznamovalo zadnje trenutke pred njegovim izginotjem. Kasneje istega dne naj bi se Zachary odpravil na hišno zabavo nekje v Pottsvillu. Po besedah prebivalcev hiše naj bi odšel v zgodnjih jutranjih urah naslednjega dne in od takrat ga nihče ni videl ali slišal zanj. Družina Vidal ne verjame, da je mladenič nameraval izginiti in namiguje, da nekdo nekaj ve ter ima ključno informacijo za odgovor na vprašanje, kje je Zachary. Potem, ko je bil prijavljen kot pogrešan, je policija v Pottsvillu hitro začela iskati sledi. Takoj po izginotju je prišla ena informacija, da so Zacharyja opazili, kako hodi po železniških tirih, ki vodijo iz mesta. Oblasti pa tega opažanja niso uspele potrditi, zato so bili edini potrjeni premiki pred njegovim izginotjem posnetki nadzorne kamere v trgovini in udeležba na zabavi. Pravijo, da se Zachary pogosto sprehaja v okolici javne knjižnice Pottsville Free Public Library ter pri kolesu na ulicah Market and Center, vendar ga na teh mestih, kjer je bil znan obiskovalec, niso videli. Prav tako so predlagali, da bi lahko bil v kraju Schuylkill Haven, mestu v Pensilvaniji, ali na Sharp Mountain v vzhodni Pensilvaniji, ki je del gorovja Ridge and Valley Appalachians. Kljub iskalnim prizadevanjem na teh območjih, Zachary še vedno ostaja pogrešan. Informacije o pogrešanem Zacharyju Vidalu lahko posredujete policiji v Pottsvillu na številko 570 6221 234. Družina očeta in sina, 63-letnega Faustina Elama in 25-letnega Luisa Anileja Elama, obupano išče odgovore od mesta Chicago, saj moški, ki so bili odgovorni za smrt Faustina in Luisa, še niso bili identificirani. Tisti, ki poznajo družino, opisujejo njihove odnose kot zdrave, saj je znano, da se med seboj podpirajo. Prav tako je znano, da večino časa preživijo v družbi drug drugega, kar napad naredi še toliko bolj tragičen. Oče in sin sta imela v lasti zlatarno v čikaški soseski Little Village in ob 17:49, 8. novembra 2025, sta se ravno pripravljala, da zapreta trgovino za noč. A preden sta to lahko storila, je v trgovino vstopil moški, oblečen v pulover s kapuco Chicago Blackhawks, in ujel ga je varnostni kamera. Nato je potegnil pištolo in jo uperil v očeta in sina ter zahteval, da mu izročita več kosov nakita. Oba moška nista imela druge izbire, kot da ubogata, saj sta se bala za svoje življenje. In takoj, ko je ropar dobil, po kar je prišel, je začel bežati. Kamera iz bližnjega podjetja prikazuje moškega, kako zapušča trgovino in se odpravlja po ulici. Toda Faustino in Luis sta se odločila, da ga bosta zasledovala v poskusu, da bi dobila ukradene predmete nazaj. Eden od njiju ga je sledil po ulici in ko je dohitel storilca, je prišlo do prepija. Roparju je uspelo pobegniti, vendar sta bila do takrat za njim že oba, Faustino in Louis. Tad so zasledovali do vogala Springfield Avenue, kjer se je vse skupaj nevarno zapletlo in končalo tragično. Moški, ki se je verjetno počutil ujetega, je ponovno potegnil svoje strelno orožje in tokrat začel streljati. Oče in sin sta bila oba zadeta, roparju pa je uspelo pobegniti s še vedno ukradenimi predmeti v svoji posesti. Videli so ga, kako je vstopil v beli Maserati SUV in se z veliko hitrostjo odpeljal proti jugu po Springfield Avenue.
Nažalost, posnetki nadzornih kamer niso zadostovali za identifikacijo storilca. Zato je policija zdaj prosila vse, ki ga prepoznajo, naj se javijo, da ga bodo lahko izsledili in aretirali. Za informacije o lokaciji moških je razpisana skupna nagrada v višini $20,000. Preiskovalci pa so pozvali tudi druge lastnike zlatarn v okolici, naj jih kontaktirajo, če so opazili kakršnekoli sumljive osebe v bližini svojih trgovin. Vsak, ki prepozna katerega od obeh moških, naj kontaktira policijsko upravo v Chicagu na številko 312 746 8252. Danita Luda Wilkerson je živela z več zdravstvenimi težavami. Leta 2020 pa je že imela 6 otrok, starih od 15 do 22 let. Tisto leto je bivala tudi pri svojem bratu v Evansvillu v Indiani, nato pa je izginila in za seboj pustila na videz nerešljivo skrivnost. 21. junija je Donita zapustila bratovo hišo v bližini ulic Lodge in Taylor ter svoji najmlajši hčerki povedala, da se bo kmalu vrnila. A nihče ni vedel, da jo bodo takrat videli zadnjič. 44-letnica se tistega večera ni vrnila. Vsi poskusi, da bi stopili v stik z njo, pa so bili neuspešni. Naslednje jutro, ko so družinski člani ugotovili, da ni odgovorila na njihove klice, so jo prijavili kot pogrešano na lokalni policijski postaji in začelo se je iskanje Donite. Policija je najprej poskušala vzpostaviti stik z njo, vendar so ugotovili, da je bil njen mobilni telefon izklopljen ali pa mu je zmanjkalo baterije. V upanju, da bodo ugotovili, kam se je gibala, so se preiskovalci kmalu obrnili na posnetke nadzornih kamer in začeli pregledovati ure posnetkov. Ni jim vzelo veliko časa, da so naleteli na posnetek Donite, kjer so jo videli okoli 8:16 prejšnji večer, ko je zapuščala motel na vzhodni strani v Evansvillu. Varnostne kamere so nato pokazale, kako stoji pred objektom skupaj z neimenovano osebo. Ko se je oddaljila od tega moškega, so jo videli, kako se je povzpela v srebrni Chevrolet Suburban letnik 2004, ki je imel strešno okno in zatemnjena stekla. Končno so imeli sled. Policija je pregledala več varnostnih posnetkov in sledila poti SUV-ja, v katerega je vstopila pogrešana ženska. Vozilo je peljalo skozi jugozahodno Indiano in nato v južni Illinois. Preiskovalcem je uspelo ugotoviti, da je bil telefon Donite na tem območju zaznan 5-krat, natančneje okoli Carbondale v Illinois. Signali so nenadoma prenehali v zgodnjih jutranjih urah naslednjega dne. Oblasti so uspele ugotoviti, kdo je lastnik SUV-ja in so ga hitro izsledile, vendar naj bi ta oseba zavrnila sodelovanje s preiskavo, zaradi česar je primer nenavadno zastal. V dneh pred izginotjem Donite se je že zgodilo nekaj zloveščega. Po navedbah družine je Donita prejemala vse bolj grozeča sporočila od dveh moških. Eden od teh posameznikov je bil njen bivši fant. Po sodnih zapisih je bil aretiran 4-krat med letoma 2018 in 2019, domnevno zaradi nasilja v družini in napada. Donita je bila navedena kot žrtev. Čeprav njihove identitete niso bile razkrite javnosti, teh dveh moških in lastnika SUV-ja ne obravnavajo kot osumljence v primeru nenavadnega izginotja. Primer je še vedno v preiskavi, prebojev pa zaenkrat ni bilo. Ponujena je nagrada v višini $5,000 za informacije, ki bi pripeljale do izsleditve pogrešane ženske. Informacije lahko posredujete policijski upravi Evansville na 12-436-7979. Najlepša hvala, da ste si ogledali video. Če vam je bil všeč, pritisnite gumb Všeč mi je. Ne pozabite se naročiti na kanal in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.